Silvestrska kronika na Radiu City. Iz studia 1 vaš voditelj Bor Grajner. Dober večer. In lepo pozdravljeni v kroniki leta na Radiu City. Zami sem vaš voditelj kronike Bor Grajner. Takoj se selimo na teren. Na terenu je reporter Milan. Milan, ali se slišimo? Ja, Bor, lep pozdrav v studio, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem iz terena, nič kaj prijetno ni, torej na terenu je hladno, vreme je takšno kot je, ampak seveda zato, da bodo poslušalke in poslušalci dobili vse potrebne informacije oziroma celovito sliko leta 2014, se žrtvujem in sem na terenu in ena od zgodb, ki so zaznamovale to leto, ne le v našem koncu Slovenije, ampak širše, je bila tudi nova direktiva Evropske unije o prašičih. To bo tudi prva zgodba, ki jo bomo pokrili, ko seveda pridem na samo mesto, tako da toliko za enkrat iz terena, pa se ponovno slišimo čez nekaj minut. Lep pozdrav, Bor. Silvestrska kronika na Radiu City. Poslušajte kroniko leta na Radiu City. Zami sem vaš voditelj Bor Grajner. Na zvezi pa imamo tudi reporterja Milana. Milan, ali si že na kraju dogodka, kjer se bo odvijala prva zgodba? Ja, Bor, lep pozdrav, sem na terenu in sicer pred eno od večjih prašičerej v okolici Maribora, farma Ornik. Tu sva z višjim veterinarskim inšpektorjem, gospodom Zupanom, ki bo seveda preveril, ali se pri Orniku izvaja ta nova direktiva Evropske unije o prašičih. Gospod Zupan, lep pozdrav na delu, torej na Silvestrovo. Ja, dober večer, čujte, počivamo, ne? Bolezen tudi ne počiva. Samo bi vseeno prosil, če lahko pohitimo, ker v 22 pa imam neko večerjo doma, Ja, pa ker- večer res ne bi bil. Mogoče, če bi samo... O, gospod Ornik, dober večer. Ja, kaj, Silvestrovo, kaj vidva? Čujte, preverjamo to, kako se držite te nove... Pa vem, poznam že zgodbo. Pa slučajno, ko preverjate, imate še zraven koledar od nekih kobalinajo, ali mečejo tudi puščice, pa bi radi 10 evrov. Tu se vsedi gor, ne dam več evra za koledare, ne dam. Nimamo koledarjev, jaz sem z radija... Pol pa me še nekaj poslušajte. Ker je Silvestrovo, pa se pripravljam te na večerjo. Vsaj en dan, da sem s familijo, garam ko pestvu. Meso se zelha, lih nalagam, ni še. Cvirke sem razstalo, koliko smislu, kašnate kerovice nimam. Lahko nam malo sadjevca, pa pot pod noge, res. Ja, no, kaj me gledata? Ja, nismo iz dobenega razloga za to tukaj za vi Pa našteli. srečno, pa zdravo, če ni razloga. Kaj bom zdaj tu z vama? Preverjamo, kako se držite te nove EU direktive za prašiče. Kaj? Svinje lahko individualno ohlevljanja 4 tedne po pripustu ali maksimalno 1 teden pred prasitvijo. Se držite vi tega? Pa seveda se držim. Držimo se vsega mi. Zdaj pa mi še povej, kaj to pomeni. Ja, po domače, da breja svinja mora biti skup z ostalimi. Jaz sem tebi že Zupan zadnjič povedal, zdaj ti zadnjič povem v 2014. Pa pridi januara ti mi isto povedal. Ne bom breje svije dal z drugimi, ker je huda, razumeš? Veš, kaj pomeni huda? Ne bom dal, da bojo ostali vsi po domače zajebavali, zdaj si breja, pa to pikali, pa itak živčna ne bom dal, ker stoli delamo isto, pusti me na miru. Vsak poštar, vsako zna 2-krat trobento pihnit, ma kolje na črno, pa ponuja klobase, meso, pa ne vem kaj še vse, ti pa meni s to prasitvijo ne hodi mi več blizu. EU direktiva, ja. Nič sem si jaz mislil. VU nisem že 6 mesecev. Ja, nekje pa se. Tu, nisem pa VU. Ne priznam, ne priznam. Srečno novo leto, Božič tudi, fajn je bilo, adijo, servo, zdravo, nasvidenje. Čuj, Ornik, tak ti povedal, ne rad, ampak primoran sem jaz jim na Silvestrovo kaz, mogu napisati. Dobro, dragi dame in gospodje, kot slišite, toliko za enkrat, Bor iz terena, to je bila prva zgodba, se slišimo ponovno čez par minut, ko se premaknem. Hvala lepa! Silvestrska kronika na Radiu City. Poslušajte kroniko leta na Radiu City. Zami sem vaš voditelj Bor Grajner. Milan, beseda je tvoja.
Ja, Bor, lepo pozdravljen na terenu, seveda reporter Milan na Silvestrovo v naši kroniki leta in moram reči, da imamo izjemno srečo, da smo ga ujeli, da je v Mariboru na Silvestrovo, da bo tu pričakal novo leto, torej arabski poslovnež, ki sicer je živel v Kanadi, gospod Hilal Arnaut, vsem znan kot tisti, ki je svojim podjetjem kupil Maxovo luknjo, ta krater na Studencih, kjer pa se še zaenkrat kljub obljubam ni zgodilo nič. Ob meni je tudi gospod Mihelič, predstavnik Arnautovega podjetja za Slovenijo. Gospod Mihelič, lepo zdrav, dobro večer, lepo, da ste si vzeli čas tu, da smo se dobili pred Maxovo luknjo. Ja, jaz nič kaj lepega v tej temi zdaj tu ne vidim, tako da kaj imate, ga vprašate, pa da mi gremo dalje. Lahko pozdravim. Smo plačali 250 evrov za večerjo, vse skupaj, zdaj sigurno ne bomo tu zdaj stali, ne? Dobro, Mr. Hilal, good evening. Salam alaikum. Aha, še vedno, torej, ja. Ja, no. Ja, kaj? Pozdravi ga nazaj. Kaj si pozabo? Ja, kak si že? Kontera. Alejkum al-salam. Sahjat. Kaj pa jaz zdaj rečem? Gobec, drži, pa ne da se zdaj valjda 2 ure v tem mrazu tu pozdravljala. Kaj bi zdaj rad? Vprašaj ga, kaj misliš? What about the plans? Nothing has come forth yet, Mr. Arnaut. The situation is... Dobro, no, kam na dolgo pa široko, kdo se bo na Silvestrovo to poslušal, razumeš? Nam se je to splačalo, to sem že 100-krat povedal, 3 milijone je bilo ceno, za 600 evrov smo dobili. Tako da, če samo jamo pustimo, kar nemo pustili, razumeš, nemo pustili, zdaj smo vzeli vzorce, vidimo na neki premiki, no co, malo je tako, Arabci pravimo, maž maha, malo je lepljivo, tako da lahko še marsikaj tudi lukne nastane. Zaenkrat bomo počakali, ne? Ampak ni pa še nobenega govora o tem, da bi se začelo graditi, lopata še ni bila zasajena temeljni. Kaj sem jaz za odmar? Kdo je da odmar? Ja, tu gospod zdrav. Te pa ga vprašaj, kaj mene zijaš, jaz ti samo prevedem, kaj je rekel. Mr. Arnaut, when are you going to start to build the university? Look, the plans... Oj, no pa kdo, kaj sta tečna, pa koga to zanima, to te zgodbe, dolge. Mi Arabci na kratko povemo. Ja, pardon, samo glih niste neki Arabec, vi, ne? No, zdaj vi pa črnc niste, ne? Ja, nisem, ne? Ja, sva ne, zato pa ne vem, zakaj govorite. Samo jaz nisem rekel mi črnci. Ne, samo razmišljate, tako oni, vidim jaz to. Bo, 600 evrov ste dobili, mislim, ne vem, zakaj zdaj drezat, kaj drezat. Ne, nekaj bo, ali bo nakovalni, ali univerza, ali kaj nekaj bo, zdaj bomo začeli vlivati in to bo. Ja, kdaj pa? Jaz odmar, kaj siliš mene? Dobro, Zaprbelo. Mr. Arnaut, when? Well, the plans are... Dobro, no pa kam morite na Silvestrovo, že tak je narod celi, razumeš, pa kaj si noral, kaj si... Dobro, hvala lepa. Si zvedel vse, kaj bi... Hvala lepa, gospod Mihelič, ja. You talk to me. Bor, hvala lepa. Hvala go to the dinner, njemu pravim, ne tebi. Ja, pardon, ja. Bor, toliko zaenkrat, se slišimo ponovno čez par minut z novo zgodbo v kroniki leta. Silvestrska kronika na Radio City. Poslušajte kroniko leta na Radio City, zami sem vaš voditelj Bor Grajner, predajam besedo reporterju Milanu. Milan? Ja, Bor, lep pozdrav. Torej, ena od zgodb, ki je zaznamovala leto 2014, je bil tudi pobeg 2 risov iz ljubljanskega živalskega vrta. Vemo, da so jo strokovnjaki, pod narekovaji, seveda dolgo lovili in na koncu iz vsega skupaj seveda ni bilo nič. Eden je poginil v naravi, drugi nekaj dni potem, ko so ga ujeli. Skratka, tragična zgodba. No, meni sta dva na nek način strokovnjaka, zato ne smemo imenovati, bom rekel, krivolovca iz Maribora, ki bosta pač povedala več o... Da, to bo pravi. Lovca smo, pač nijama ustreznih dovoljenj, ne? Je torej krivolovca? Ne, mi smo jagra, čakamo na papire. Ne, mislim, tako se reče v pripravljenosti, to ni krivolovec, mislim. Glas si spremenil? Sem, ja. Eno, dajte povedati, no, to je bila kar ena, bomo rekli, žalostna zgodba, to z risi, ne? Ja, ni bila žalost, to je realnost našega lovskega sistema, rekel, ne? 2 mački divji pobegneta, pa ni nič, hvala Bogu, da ni tiger pobegnil, mislim, ker ne vem. Ker bi imel žrtve zložene, pa bi jih kazal, skrempli. No, ker za naj od vas kot poznavalca so ti dogodki bili normalni. Risa sta pobegnila, vsi vemo zakaj. Objektivni razlogi, bom rekel, potamanila gamsa, ki jo je 6 let zajebavo pri ograji. Moraš vedeti, neke živali zdaj nimajo mediatora, da bi rekel, dobro je ris, da je gamsu tačko, pač ni, rešuje to na svoj način in je sta pač to rešila. Gams gor ali dol, pol sta šla, pol je bila živa havarija. In bolj so oni nastavili vabo za risa. Vabe za risa ni, ris ni krap.
da bi ga ti lovil, ali pa podust, ali pa smuč, ali pa ne vem kaj, ali pa miš, ne, na zadnje, da bi nastalo sir. Ris je divja žival. Kaj risa ste že vi kakega vlovili, potem takem, da tako govorite? Risa, ne vem, mislim, da ne vem, 10, Ja, zadnje, kaj je bilo 12. 12. Ja, 12, ker on je bil beli volk zadnjo. tisto, ne. Te pa 11 plus beli volk, ne? Tak, ja, tak, ja. Ja, samo malo, po podatkih statističnega urada Slovenije samo en beli volk. Ja, vjavi dam na vrat, ni ga več. Hinavski je bil, glej. Mija se bolj, ko smo se umikali, nismo mogla, pa več, ko te dvigne. Mislim, beli volk gora dol, mislim, da zdaj ne vem, da tudi treba malo na svoj rit gledati. Hočem ti reči, ne me zdaj zmenjevati teme, oni so nastavili vabo, pa se je gorski kozorog ujel v to vabo za risa. Zdaj si zamisli, oni so nastavili vabo za risa, vlovil se gorski kozorog, nama pa papirja ne dajo. Pa tu je, razumeš? Samo to lahko rečem. Glas si spremenil? Sem. Dobro, ker tebi jaz povedal, glih zaradi, to je en od glavnih razlogov, zakaj pa delamo samo tam še kot face toplo. Ja, kje je to? Ja, zdaj recimo čez mesec pa pol potujemo v Afriko, ker gremo na King Konga. A na King Konga? Ja, en je, ne. V bistvu je tako, če pogledamo, je afriški King Kong je kot naš beli volk, ne. Sad ga ima, sad ga nema, ne. Nemo vse povej, to je to. Dobro, hvala lepa, srečno novo leto, veliko uspehov. Torej, Bor, kot si slišal, to je bila še ena zgodba z našo kroniko leta, nadaljujemo čez par minut.